dober dan, dobro jutro, na informativni delavnici za javni razpis za institucionalno podporo. Ne morem vam povedati, kako zelo smo srečni, da je ta razpis zunaj, iz mnogih razlogov pravzaprav, ker smo se zelo dolgo trudili za ta razpis. Bom več povedala tudi kasneje, kako in kaj. Dejstvo je, da si takšen razpis že dolgo želimo v Sloveniji, zato smo se mi odločili, da ga bomo v okviru Active Citizenship sklada imeli. Zelo smo se borili zanj. Se je pa tudi izkazalo, da je tekom pandemije so tudi donatorji ugotovili, da je to zelo dober način, kako lahko organizacije bolje delajo, zato so potem prilagodili oziroma vzpostavili celotno novo shemo financiranja, tako da lahko zdaj tudi druge države imajo ta razpis, ki prej praktično ni bil dovoljen, zato smo se mi toliko borili zanj. Če gremo najprej skozi tehnične informacije o delavnici. Delavnico bomo snemali. A smo že začeli? Dobro. Delavnica seveda snemajo, bomo objavili na našem YouTube kanalu. Zato pač tisti, meni je sicer boljše, če imate vklopljene kamere, ker malo vidim vaš odziv, ampak seveda, če ne želite, jih izklopite. Mikrofoni bodo izklopljeni, razen takrat, ko pač boste postavili vprašanja, takrat se vklopite. Z vprašanji počakajte, da bomo zaključili s posameznim sklopom, oziroma vas bom jaz povabila k vprašanjem, ker sicer, če bomo vmes prekinjali, bomo izgubljali rdečo nit in se nam lahko zgodi, da bomo kaj pozabili. Najlažje je, če v chat napišete, da imate vprašanje, pa ga potem lahko postavite ustno, lahko ga pa tudi v chat napišete, kakorkoli vam je ljubše. Kot ste verjetno že opazili, so z nami tudi tolmački za slovenski znakovni jezik, zato bom jaz nekje na 15-20 minut oziroma in kasneje Veronika, ko bo prevzela, pač prekinila predstavitev in menjala tolmački. Zato upam, da vas to ne bo motilo. Tako mislim, da sem zdaj vse tehnično povedala. Zdaj se pa vrnem nazaj na program delavnice in se seveda predstavim, ker sem to spet pozabila. Sem skratka Tina Divjak, vodja zagovorništva in vodja programa Active Citizenship Slovenija. Kasneje bo predstavitev prevzela Veronika Vodlan, ki je naša pravna svetovalka in tudi eden izmed motorjev tega programa v Sloveniji. Skratka, nisem pravna svetovalka, sorry, Tina. Ne. Dobila mogoče kakšno napačno vprašanje, sem projektna svetovalka, pa tako da to lahko, vse, kar se tiče projekta in vse, kar se tiče ACF-ja, ja, vsekakor pa ne mene nadlegovati s pravnimi vprašanji. Zato, če imate pravno vprašanje, pišite na pravo@cnvos.si, vam bodo pravi ljudje odgovorili. Tako, okej. Skratka, današnji program delavnice. Na začetku bomo pač na kratko predstavili program Active Citizens Fund v Sloveniji. Veste, da poteka že nekaj časa in še nekaj časa tudi bo. Potem bomo šli skozi razpis, zelo podrobno. Podrobneje, kot smo šli prejšnja dva razpisa, ki smo jo objavili, ker je ta res precej drugačen. Pomembno je, da vsi razumemo, kaj so cilji, kaj so nameni, kaj si želimo, kakšna vrsta organizacije in podobno. Potem bomo pa v drugem delu, po kratkem premoru, pa šli zelo podrobno tudi skozi prijavnico. Se pravi, kaj se piše v posamezni del, kaj se pričakuje, kako konkretni morate biti, kaj to pomeni organizacijski proračun, kako se ga izpolnjuje in podobno. In ves čas seveda bomo prekinjali predstavitve z vprašanji in odgovori. Tako, zdaj pa res lahko začnemo. Se pravi,
Program Active Citizens Fund v Sloveniji, kot veste, je namenjen krepitvi in razvoju nevladnega sektorja. Izvaja se v 15 državah članicah EU. Donatorji so Norveška, Islandija, Liechtenstein. Gre za program, ki v resnici na taki ravni v tolikih državah članica EU je ta trenutek praktično edini, ki na tak način tako široko in za toliko denarja podpira krepitev nevladnega sektorja, aktivno državljanstvo, človekove pravice, opolnomočene ranljive skupine na način zagovorništva, ozaveščanja in podobno. Zdaj, v vsaki državi program v Bruslju upravlja Urad za finančne mehanizme, ki je pač v vsaki državi, ki je podpisala sporazum z donatorji, ima poseben razpis za upravljalca tega sklada, ker to je pač en del tega torte denarja, ki ga posamezna država dobi. In za upravljalca sklada v Sloveniji je bil izbran Crnovoz skupaj s svojima partnerjema, zavodom PIP iz Maribora in DRPD-jem iz Novega mesta. To verjetno že veste, ampak pač moramo povedati, kaj ne da. Zdaj, javni razpisi, ko smo mi programirali ta celoten program, celoten je vreden 3 milijone, smo na podlagi naših siceršnjih izkušenj kot krovna mreža nevladnih organizacij v Sloveniji, na podlagi preteklega programa, prijav, ki so bile takrat tega, kar se pač splošno dogaja, na podlagi statističnih podatkov, zelo dobro premislili, zelo natančno, kakšne vrste razpisov slovenske nevladne organizacije potrebujejo. In glede na to smo skozi programiranje, tudi na podlagi posvetovanja, ki smo ga imeli s sektorjem, se odločili za 4 razpise. Eden, ta prvi, ki je bil, ki smo ga objavili konec leta 2019, je bil namenjen srednjim in velikim 2-letnim projektom. Se pravi, ta je zaključen, projekti se izvajajo. Potem je bil objavljen spomladi lani javni poziv za mikroprojekte oziroma hiter odziv. To je javni poziv, se pravi, teče, je odprt do porabe sredstev, namenjen pa je podpori zagovorniškim, komunikacijskim akcijam za takrat, ko v bistvu nevladna organizacija potrebuje neko malo finančno injekcijo, gre za projekte do 5000 evrov, zato da bi se odzvala na neko trenutno konkretno situacijo. Tako da, kot sem rekla, ta poziv je še odprt, trenutno je še na voljo nekje 30 000 evrov. Potem ta tretji, to je zdaj ta razpis, to je razpis za institucionalno podporo, o njem bom danes veliko govorila, tako da ga bom zdaj preskočila. Sledi pa še razpis za male projekte, ki je namenjen manjšim organizacijam, organizacijam do 50 000 evrov letnega prometa. Večina sredstev bo namenjena za organizacije izven Ljubljane, se pravi, oziroma ciljno za območja, ki so deprivilegirana. Računamo, da bi ga naj objavili nekje marca, aprila letos. Več informacij o tem, upam, da tudi že veste, je pač na spletni strani acfslovenija.si, kjer lahko pač tudi redno spremljate vse objave, spremljate tudi stanje sredstev na javnem pozivu za mikroprojekte, hkrati pa si lahko pogledate tudi, kateri projekti so podprti in tečejo. Tako, zdaj pa gremo na današnjo temo. Se pravi, javni razpis za institucionalno podporo. Kaj je njegov glavni namen? Njegov namen je podpirati srednje razvite nevladne organizacije s področja človekovih pravic in demokracije,
zato, da se poveča število nevladnih organizacij, ki so sposobne trajno in profesionalno delati na tem področju. Ok, zdaj pa po domače, kaj to pomeni. Zakaj? Oziroma, mogoče bi najprej odgovorila na vprašanje, zakaj ravno srednje razvite nevladne organizacije in zakaj ravno področje človekovih pravic in demokracije. Zato, ker smo na podlagi preteklega programa, pa tudi tega razpisa za srednje in velike projekte, ki je samo potrdil to, kar smo v resnici že prej vedeli, ugotovili, da je v resnici v Sloveniji organizacij, ki bi se ukvarjale z človekovimi pravicami in s področjem demokracije na, recimo temu, horizontalen, splošen način, ki bi torej delali na človekovih pravicah, ne pa z eno, ciljno skupino, ki bi promovirale človekove pravice kot celoto in ki bi naslavljale v bistvu ljudi, zatem izredno malo. Imamo nekaj večjih organizacij, ki delujejo že dalj časa in so vzpostavljene, dobro delujejo. Imamo nekaj manjših organizacij, ravno zato smo pa rekli, dajmo podpirati tiste, ki so že nekaj naredili, imajo potencial, rabijo pa mogoče ta neki dodatni push, dodatno podporo, da res da povečamo polje organizacij, ki se lahko s tem ukvarjajo, kajti vemo, da so danes potrebe na tem področju zelo, zelo velike, ker pač živimo v čist enem drugem svetu, kot morda pred 15-20 leti. Zdaj podpora zajema finance, mentorstvo, še vrsto drugih podpor. Zdaj, kaj je naša želja? Naša želja je predvsem najti organizacije, ki imajo potencial, se pravi, imajo ideje, kaj bi naredile, kako bi boljše naredile, kako bi bile bolj prisotne na različnih koncih Slovenije. Se pravi, da okrepimo prisotnost ali pa opozarjanje na teme, ki so povezane s človekovimi pravicami in demokracije, povsod. Da to ni nekaj, kar se zelo rado izkoristi, recimo temu v populističnih krogih, kot neka ljubljanska tema nekih NGO-jev, ki sedijo v Ljubljani in ne vejo, kaj se na terenu dogaja. Zato si zelo želimo, da bi okrepili organizacije tudi okrog. Predvsem si želimo tudi, da bi prijavitelji razumeli ta denar kot investicijo, kot nek dodaten, ne vem, če si upam reči bencin, ampak skratka res nek dodaten pogon za injekcijo, za sveže ideje, za neke nove stvari, ker to pač ni projekt. Gre za to, da dobite denar za svojo organizacijo in lahko torej razmislite, ok, to je približno tako, kot če bi vas zdaj, ne vem, en donator poklical in vam rekel, jaz vam pa dam 30,000 za naslednja, se pravi 90,000, kaj bi zdaj s tem naredili kot organizacija. In tu je zdaj približno isto. Bom tudi še malo več kasneje povedala o tem. Kot sem že rekla, večkrat omenila, na tem razpisu, za razliko od prejšnjih razpisov, naslavljamo samo dve, ali pa sta v ospredju dve prednostni področji. Ena je ta demokracija, ki zajema tudi seveda aktivno državljanstvo, dobro upravljanje, transparentnost. Drugo so pa človekove pravice. Se pravi preprečevanje diskriminacije, človekove pravice nasploh. Prijavitelji morajo že imeti izkušnje in morajo seveda imeti željo, načrte, ideje, delati naprej, vsaj na enem ali na obeh področjih. Takoj in zelo direktno pravzaprav moram povedati,
da ranljive skupine, se pravi opolnomočenje ranljivih skupin, ni prednostno področje, kakor tudi ni pričakovan cilj oziroma rezultat na tem področju. Na tem razpisu ne iščemo izboljšanja servisnih storitev, ampak resnično organizacije, ki delajo na človekovih pravicah splošno. Velikokrat danes bom še govorila o tem. Preden gremo na upravičene prijavitelje, ker je to relativno veliki sklop, predlagam, da se tolmački menjata, potem pa gremo dalje. Okay. Upravičeni prijavitelji. Zdaj, verjetno ste opazili, da so upravičeni prijavitelji na tem razpisu drugačni, kot so na drugih razpisih, prejšnjih naših iz ACF-ja. Edino, kar je seveda isto, je to, da je razpis namenjen nevladnim organizacijam. Pri čemer upoštevamo pogoje iz zakona o nevladnih organizacijah, razpisu je priložena tista tabela, ki ste jo že navajeni, kjer v bistvu gremo po statutu oziroma po aktu o ustanovitvi, ali ste ali niste, lahko konkretno pogledate, če ste v dvomih, kaj vam piše v statutu, primerjate s to tabelo in vam bo približno jasno, kako pa kaj. Naslednji pogoj je, da morajo biti organizacije ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave. Se pravi, ta mejni datum je 15. marec 2016. Zakaj? Je to v bistvu 5 let. Prvič zato, ker iščemo srednje razvite, se pravi organizacije, ki so že nekaj naredile, ki že imajo izkušnje, ki vejo, kako se stvarem streže. Hkrati je pa pomembno, da z tem, ko se v organizacije vloži, če želite, 90 000 evrov pavšala, plus veliko ene podpore dela, časa, to morajo biti organizacije, ki so zaupanja vredne. Se pravi, so že nekaj pokazale, imajo rezultate, vedo, kaj pomeni finančno upravljanje, kaj pomeni letno poročilo, kako se streže računovodstvo. Gre za pač neko širšo sliko organizacije. Naslednji pogoj je, da je povprečni letni prihodek med 100 in 500 tisoč evri in to v letih 2017, 2018 in 2019. Zakaj? In to se bo preverjalo na podlagi letnega poročila oziroma izkaza poslovnega izida, ki ga pač morate obvezno priložiti. Zakaj ga morate priložiti? Zato, ker samo društvena letna poročila so javno objavljena na iPesu, medtem ko pa za zavode, ustanove, druge pravne oblike niso, in zato, da bi bili vsi prijavitelji v istem položaju, pač morate vsi to priložiti, se pravi za vsa 3 leta. Upošteva se torej povprečni prihodek. To ne pomeni torej, da morate vsa 3 leta biti med 100 in 500 tisoč evri, ampak pač mora biti povprečje. Torej ni problem, če ste eno leto po ali pa nad, samo pač druge 2 leti vas morata not povleči. Zakaj takšen razpon? Zato, še enkrat, ker bi radi podpirali srednje razvite organizacije. In ker smo pač na podlagi, kot veste, pač letno spremljamo dejstva in številke o nevladnih organizacijah, prihodki, kaj delajo, pač na podlagi teh podatkov ugotovili, da je to nek, recimo temu finančni razpon, ki je primeren za ta razpis. Če sem iskrena, smo v resnici mislili najprej od 100 do 300 tisoč evrov, pa smo se pa zbali, da je mogoče malo premalo, pa smo dvignili. Tako da je zdaj pač več organizacij upravičenih. Zakaj
od 2017 in 2019 in 2020 ni vključeno, zato ker prvič je rok prijave 15. marec, kar pomeni, da nekatera društva mogoče še ne bodo zaključila, ne bodo imela zborov članov in podobno do takrat in nismo hoteli ustvarjati dodatnega pritiska. Hkrati pa v resnici, ker šele zbiramo podatke za 2020, nismo bili prepričani, kaj se je 2020 dogajalo, glede na čudno leto, in smo rekli pač, da bomo, v angleščini se temu reče play it safe. Skratka, bomo šli na neko ziher varianto. Ok. Potem, zato, ker je pomembno, kar sem povedala že, da imajo organizacije izkušnje ali na demokraciji, ali na človekovih pravicah, ali oboje, smo se po dolgih razpravah z donatorji odločili za pogoj, da morajo organizacije izkazati najmanj 3 projekte iz teh prednostnih področjih od 1.1.2017 dalje. Pri čemer ni pomembno, ali je zdaj to en projekt, ali je enoleten, ali je dvoleten, ali še teče, ali je bil zaključen. Začeti se je moral nekje od 1.1.2017 naprej, ni pa nujno, da je zaključen, se pravi, lahko je v teku. Morajo biti 3, največ pa 5. Skratka, tudi če jih imate 18, jih ni treba naštevati, naštejte največ 5 projektov. V prijavnici je tabela, kjer vas sprašujemo o imenu projekta, številki pogodbe, financerju, denarju, rezultatih, aktivnostih. Pri čemer se v tej fazi, to je administrativni pregled, kjer gledamo samo, a ste upravičeni ali ne. Tukaj se v kakovost ali pa v vsebino projektu ne bomo spuščali dlje od tega, da bomo rekli, to so človekove pravice, to je korupcija. Je pa potrebno vedeti, da pa vendarle potem bo tekom ocenjevanja projektnih vlog, je pa kriterij tudi izkušenost prijaviteljev. In tam se bodo gledali projekti, zato pač izberite tiste, če jih imate več, ki so širši, ki so globlji, ki morda malo bolj naslavljajo cilje ACF-ja in podobno. Potem, še nisem konec z pogoji, morate imeti, temu so donatorji rekli, večleten organizacijski delovni načrt ali strategija, ampak v naših glavah je to strateški načrt in vsi govorimo pač o strateškem načrtu. Kaj to pomeni? To pomeni, da morate vi vaš strateški načrt priložiti kot pač poseben dokument prijavi. To pomeni, da ga načeloma morate že imeti. V najboljšem primeru upamo, da ga itak že imate in da ga ne boste delali zdaj iz nule tekom tega prijavnega roka. Pomemben je, da mora biti veljaven. Se pravi, mora vključevati 2021. Se pravi, lahko je strateški načrt 2015-2025, 2018-2021, se pravi, lahko je to 2021 zadnjo leto, ampak mora biti vključeno. Večleten pomeni, da mora obsegati vsaj 2 leti. Ne pomeni pa, da mora obsegati naslednja 3 leta, kot so pač ta leta podpore, se pravi 2021-2024. Vi vašega obstoječega strateškega načrta ne rabite nadgrajevati na način, da bi zdaj hitro še zraven dali recimo 2 leti, zato da bi že osnovni dokument zajemal celotno obdobje financiranja. To ni potrebno. Strateškega načrta nikakor ne prilagajate razpisu. Strateški načrt je vaš in mora služiti vam in vaši organizaciji.
ne ga prilagajati razpisu, ker to se itak z aviona vidi, pa še uresničiti ga ne boste mogli, ker pač ga ne čutite, recimo temu tako. Hkrati pa zato, da bi lahko ideje, načrte med sabo primerjali, je v prijavnici itak del, ki vas sprašuje o strateških ciljih, izzivih, načrtovanih rezultatih v obdobju 2021 do 2024. Se pravi, v obdobju financiranja. To torej pomeni, da vi vašega osnovnega strateškega načrta, če ga imate, ne rabite, kako se temu reče, likati, polepševati, nadgrajevati, razen če mu manjka kateri od elementov, ki so navedeni v prijavnici, se pravi konkretni kazalniki in podobno. Na podlagi tega strateškega načrta pa razmišljate o naslednjih 3 letih in to potem vpišete v prijavnico. Pomembno je tudi, da strateški načrt, ki mora biti priložen, se pravi načrt organizacije, in tisto, kar boste pisali v prijavnico, zajema tako programski kot organizacijski del. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne razmišljate samo o tem, kako boste izvajali vsebine, svoje programe, aktivnosti, ampak morate predvsem razmišljati tudi, kako se boste razvijali kot organizacija. Ne vem, vaš cilj je 2 nova zaposlena, takšen in takšen profil, zato ker šele, če boste imeli takšna zaposlena, vam bo to omogočilo, da dosežete tiste programske cilje. Želite izboljšati svoje komuniciranje, želite izboljšati svojo prisotnost na družbenih omrežjih, ne vem. Skratka, treba je razmišljati oboje, ker eno brez drugega ne gre. Hkrati je pa to v vsakem primeru razpis, ki se osredotoča na oboje in v kateremu je pravzaprav v ospredju organizacijski razvoj. Zato tudi podpora, ki jo boste vi dobili od nas, je organizacijska. Mi vam ne bomo dali mentorjev, ki bi vam pomagali boljše opravljati vašo vsebinsko strokovno delo, ampak mentorje, ki bodo z vami delali na izboljšanju organizacije. Se pravi, kako biti bolj transparenten, kako biti bolj prisoten na terenu, kako boljše komunicirati in podobno. Hkrati je pomembno tudi, da je iz strategije jasno viden napredek. Se pravi, kje želite biti na tisti končni datum, glede na to, kje ste bili takrat, ko ste strategijo pisali. Ker nam je zelo pomembno, v enem drugem programu temu rečemo organizacije s potencialom, in organizacije s potencialom so tiste, ki res vedo in ki razmišljajo, kaj bi lahko bolje, kaj bi lahko drugače. In zdaj še zadnji del, ki pa ni upravičenih prijaviteljev, ki pa je bolj, recimo, temu splošen. Organizacije morajo imeti vzpostavljen dober sistem finančnega upravljanja, ampak v resnici, kaj to pomeni? V resnici to pomeni, da imate, da veste, kaj piše v zakonu o računovodstvu, da se ga držite, da imate knjiženje, da veste, kako ste denarno dobili, pa kako ga spravljate ven, da imate listine in podobno. Hkrati seveda to pomeni proporcionalno porabo, to je tipično, to je podobno kot pri projektih, se pravi, gleda se strategija, gleda se organizacijski proračun in ali je organizacijski proračun dovolj velik, dovolj majhen, ravno prave velikosti, zato da se strategija lahko izvaja. Hkrati je pa edina stvar, ki jo pač morate priložiti, je pa ta že znana, to že znano potrdilo o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah.
Potem pa še ta splošna klauzula programa, se pravi, prijavitelji morajo spoštovati človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, vladavino prava, človekove pravice, vključno s pravicami manjšin. Zdaj, večina teh stvari boste vi potrdili v izjavi. Lahko pa odbor za spremljanje projektov, če ugotovi, ali pa ga ocenjevalci opozorijo, ali kakorkoli, da organizacija v resnici ne deluje v skladu z tem načelom spoštovanja človekovih pravic, lahko odbor za izbor projektov se pač odloči, da se takšna organizacija ne podpre. Kar se pa tiče prve točke, se pravi dobrega sistema finančnega upravljanja, če upravljalec sklada, se pravi v tem primeru računovodstvo, ker z nami sklenete pogodbo, ugotovi, da temu ni tako, da ste dajali lažne podatke in podobno, vas pač lahko prekine pogodbo, tudi če ste že jo podpisali. Malo več o tem, zato ker so določila malo strožja kot pri običajnem razpisu, bom še povedala kasneje, da boste razumeli, zakaj je tako. Predlagam pa, vidim tudi, da je zelo veliko mi chatu tripov, tako da so verjetno že kakšna vprašanja. Tako da bom pogledala, ali ne. Aha, to je Veronika vse pisala skoraj da dobro. Okay. Jaz sem pisala odgovore, že so bila vprašanja in sicer, če je pomembna velikost projekta in kaj točno se razume kot projekt in ali je pomemben vir financiranja, in potem je bilo še drugo vprašanje, če se kje upoštevajo tudi prostovoljska dela oziroma ure pri budžetu. Ta zadnjo je pa vprašanje, ki pa še ni odgovorjeno bilo, in sicer, zdaj pa najbrž vidiš. Zdaj pa že, skratka, ja. Metode podmetke še nista bila odgovorjena. Mogoče bi bilo dobro zaradi tega, ker se snema, da se na vsa vprašanja še enkrat tudi pogovori. Tako, ravno to sem mislila zdaj reči, ker se pač chat ne vidi. Se pravi, prvo vprašanje je bilo, glede referenc projektov, ali je pomembna velikost projekta in kaj točno se razume kot projekt, je to vodenje na ločenem stroškovnem mestu ali pomemben vir financiranja. Se pravi, tako kot je Veronika napisala, za upravičenost velikost projekta ni pomembna, ker tudi ni pomembno, ali je financer zahteval, ali ste ga sami vodili na ločenem stroškovnem mestu ali ne. Tudi ni pomembno, ali je zdaj to slovenski denar, ali je EU denar, ali je zaseben denar. Pomembno pa je, da imate pogodbo, na podlagi katere se pač se da razbrati te podatke, ki jih zahtevamo v prijavnici, ki sem jih prej omenila, se pravi, da se ve, kakšni so cilji, kaj ste morali narediti v določenem časovnem obdobju za določen denar, če povzamem. Potem je bilo vprašanje, ali se prostovoljsko delo kakorkoli evalvira v okviru prihodkov in ali se lahko vrednost prostovoljskega dela opravljenega v organizaciji dodaja k letnim prihodkom. Ne. Tako tudi, kot je bilo že odgovorjeno, pri upravičenosti se gleda bilanca, se gledajo finančni prihodki, bo pa to upoštevano potem pri kvalitativnem presojanju izkušenosti organizacije. Potem je tukaj še vprašanje, še eno glede projektov, da preverim, če razumem. Sodijo sem noter programske aktivnosti, dogodki, ki jih organizacija izvede v okviru svojega delovanja, ali mora biti on top rednega dela. Konkretno, če organiziramo delavnice na temo demokracije in diskriminacije, spada to med reference ali ne. Nisem čist prepričana, da vem, kaj pomeni on top vrednega dela, ampak če organizacija dela delavnice na temo demokracije in diskriminacije, je to v okviru pač nekega projekta, potem se to šteje.
Naslednje vprašanje. Ali se ozaveščanje in aktivno državljanstvo na področju delavskih pravic smatra kot delovanje na področju, ki se podpira v tem razpisu? Da, če imate 3 projekte. Vprašanje, ali je pravica do zdravja z agendo 2030 za trajnostni razvoj, ali sadi ta pravica tukaj zdraven? Miša, to je tako široko vprašanje, da ti zelo težko odgovorim na to. Najboljše, da pogledate vaše projekte, vaše rezultate, kaj ste delali, oziroma svetujem, da nas pokličeš posebej, pa se bomo potem preko svetovanja. Tukaj vmes lahko zdaj pač tudi povem, da vsa vprašanja lahko pošljete tudi še na elektronski naslov podpora@acfslovenia.si ali nas pokličete po telefonu, tako da svetujem torej, da nas pokličete, ker je to malo preširoka tema, da jo obdelamo zdaj na delavnici. Potem zanima me, če se organizacija ukvarja s ciljno skupino mladih in na področju človekovih pravic in demokracije na splošno in v večini deluje le na programu Erasmus Plus in prijavlja in sodeluje na teh temah le na podobnih projektih, če je primerna za prijavo na tem razpisu. Hvala za to vprašanje. Zakaj se smejim? Zato, ker smo z Veroniko, ker smo razmišljali, kaj boste vse vprašali, je to vprašanje bilo eno izmed na listi in da tudi Erasmus Plus projekti seveda štejejo. Tako da če jih imate dovolj in izpolnjujete pač druge pogoje, upravičeni. Tole mislim, da je zdaj vse da so zdaj to vprašanja, vsake smo jih dobili v chat. Če bi radi še kaj vprašali, lahko dvignete roko, lahko napišete v chat, če želite. Če pa nimate več vprašanj v zvezi z upravičenimi prijavitelji, pa lahko gremo dalje. Tako da 5, 4, 3, 2, 1. Veronika, ti si želela še kaj reči? Ja, sam po moje tolmačke se spet menijo tam. Ja, to je pred naslednjo, ja. No, če se vam še utrne kakšno vprašanje glede upravičenih prijaviteljev, bo tudi kasneje še priložnost. Torej, preden gremo dalje. Tolmački so se zamenjali. Ja, super. Tako da pričakovani rezultati. Ta razpis je o rezultatih. Govorimo samo o tem. Se pravi, kaj bi radi spremenili, kaj se bo spremenilo na podlagi vašega dela, ker je, tako kot smo rekli, ta finančna podpora je pavšal, kar pomeni, da boste vi poročali samo o rezultatih. Ne boste poročali o centih, ki ste jih dali za elektriko in podobnih nesmislih. Zanima nas samo vsebina. Zato morate zelo dobro premisliti, kaj torej lahko ob zavedanju pač te podpore, se pravi teh približno 30.000 evrov na leto in za vso ostalo mentorsko podporo, ki jo boste dobili, kam lahko greste, kaj lahko obljubite, kako se boste nadgradili. Tukaj je seveda zelo pomembno, da je zato, ker je razpon v resnici velik, ker organizacije, ki imajo 100.000 evrov letno ali pa organizacije, ki imajo 500.000 evrov letno, so bistveno različne v delovanju. In tudi prispevek naše podpore je to zadevno različen. Ker če pogledamo že samo finance, tisti, ki ste bolj na spodnji meji, za vas to pomeni v resnici tretjinsko povečanje letnega proračuna za naslednja 3 leta. To je ful. To je res veliko, se pravi, mora biti nek precejšen korak narejen, glede na to, kje ste zdaj. Tisti,
ki pa ste bolj pri zgornji meji, pa bi vam mogoče priporočala, da res razmislite o nekih, recimo temu, nišnih zadevah. Se pravi, na kaj bi se res lahko osredotočili s tem, se mogoče fokusirate bolj na neke potrebe in podobno. Se pravi, zadeva ni ista, oziroma ta prispevek podpore seveda ne more biti isti, če ta podpora znaša tretjino proračuna ali pa če znaša, ne vem, 10%. Ali še celo manj. In pač to mora, ta razmislek, ker v resnično gre za to, logika tega razpisa je takšna, da vas nekdo pokliče in reče, jaz vam dam 90 000 evrov za naslednja 3 leta, kaj boste s tem naredili? In to je v bistvu glavno vprašanje, ki si ga vi morate postaviti, pri čemer pa odgovor na to ni. Naredili bomo 150 delavnic v 25 slovenskih mestih z 1300 udeleženci, to nas sploh ne zanima. Zanima nas, kaj se bo zaradi tega spremenilo. In to morate, kako bodo ljudje zaradi tega drugačni, kako bo Slovenija boljša zaradi tega, če hočete, malo pretiravam, ampak se pravi, razmišljate, če govorim v angleških terminih, o outcomih, ne o outputih. In zato boste v resnici tudi odgovorni. Vi boste morali doseči rezultat, ki ga boste obljubili, ker se bo samo to gledalo. Zdaj, ker je razpis seveda v okviru ACF-ja, je tukaj pač pomembno, kako vaša strategija prispeva k doseganju naših rezultatov, če hočete. Ampak, se pravi, ponovno na ravni rezultatov, ne pa na ravni posameznih aktivnosti. Zato imate v glavnem delu razpisa samo naše programske rezultate, ker v prvi vrsti nas zanima torej samo to, kako tisti, ki boste recimo delali na zagovorništvo demokraciji, se pravi, kako boste se okrepili na tem področju, kako boste okrepili, temu se reče v angleščini evidence-based advocacy, se pravi zbiranje dokazov, spremljanje zakonodaje, a boste razvili kakšna nova orodja za spremljanje javnega financiranja, javnih naročil, če hočete, kako boste vplivali na politike, medtem ko nas pa pri človekovih pravicah zanimajo tiste organizacije, ki delajo na tem, da bi se percepcija, razumevanje ljudi o izražanju sovraštva spremenilo. Se pravi, da bi se povečalo število ljudi, ki ne odobravajo sovraštva, ki so zaskrbljeni zaradi stanja človekovih pravic. Torej, nas ne zanima zgolj v narekovajih borba za eno ciljno skupino oziroma za to, da bi nekdo imel boljši dostop do storitev, več denarja in podobno, ampak zanima nas splošna javnost in in njen odnos do človekovih pravic. Zdaj, kot pomoč smo vendarle kot prilogo razpisa dali tudi naše učinke, se pravi, da lahko razmislite, na kakšen način se vse da delati na tem rezultatu. Se pravi, recimo pri človekovih pravicah so to različna izobraževanja, sodelovanja s šolami, strateška litigacija, ampak to ne pomeni, da vi to morate delati. Vi morate prispevati k našemu temu velikemu cilju, kako boste pa to počeli, je pa vaša stvar. In tukaj je razlika za tiste, ki ste se mogoče prijavljali na srednje in velike projekte, tam smo zahtevali od vas, da vaše projektne aktivnosti vsebujejo
tudi katerega od teh naših učinkov. Tega zdaj ni. Zdaj ste torej pri svojih aktivnostih popolnoma prosti, odgovorni ste pa za rezultat oziroma za to, kar ste obljubili. Zakaj je to dobro? Ker če tisti, ki recimo ste izvajali projekte tekom leta 2020, veste, da vam je pandemija totalno na glavo postavila vse načrte, če ste hoteli delati z šolami, želeli ste imeti neke žive dogodke, delavnice v živo in pol, če ste vi želeli to početi, ste morali zaprositi za financerja, da vam odobri spremembo. Tukaj zdaj pač to ni potrebno. Če recimo vi obljubite pač nek rezultat, potem pa ugotovite, da to, kar ste si zamislili, te aktivnosti v resnici niso dobre ali pa ne vodijo k tem rezultatom, pač lahko delate nekaj drugega in ne rabite naše odobritve ali pa našega strinjanja, gre pač za vašo samostojnost, odgovornost, da veste, da premislite, kako bi lahko pač po neki drugi poti prišli do istega cilja. In tukaj je bistvena razlika med to institucionalno podporo in pa recimo temu standardnim projektom. Zdaj, večkrat sem že omenila ta organizacijski del, podporo mentorjev, zelo pomemben del te institucionalne podpore je krepitev zmogljivosti organizacij. Zato morate v bistvu, vi že zdaj, ko boste razmišljali o tem, kaj bi radi dosegli, zelo veliko energije vložiti v to, kje bi radi bili kot organizacija, kaj bi radi spremenili. Mi bomo potem s tistimi, ki boste izbrani, šli še enkrat skozi oceno, pogledali bomo organizacijo, skupaj bomo naredili načrt krepitve, te aktivnosti, kako bomo skupaj delali, ampak ta izvorni razmislek o potrebah in o tem, kaj bi radi izboljšali, pa morate narediti že v okviru prijavnice. Zdaj, kaj mi vidimo kot najbolj pereče točke, glede na to, pač, kaj se dogaja, kje je sektor šibek, so to sigurno transparentnost, se pravi poraba finančnih sredstev, odgovorna poraba, komuniciranje, se pravi razumljivo financiranje, nobene projektne latovščine, komuniciranje svojih rezultatov, se pravi, kaj ste spremenili, kaj ste naredili, kolikim ljudem ste pomagali, če hočete. Graditev zaupanja in podpore, se pravi tako imenovani constituency building, se pravi, kako gremo med ljudi, kako si gradimo podporo med ljudmi in seveda tudi fundraising, se pravi donacije, pridobivanje finančnih virov iz netipičnih virov. Okay. Jaz bi tukaj ponovno naredila premor med sklopi, odprla možnost za vprašanja, preden gremo na finance in na samo izvajanje. Da vidim, kje smo ostali. To je še eno vprašanje glede upravičenosti. Ali mora v projektu pisati prav demokracija, da se šteje za vsebinsko področje? Ne rabi. Hkrati je ta področje demokracije naša pogovorno ime, ker kot ste videli že iz opisa, je to demokracija, aktivno državljanstvo, transparentnost, dobro upravljanje, več je teh terminov, tukaj se bo pač presojala vsebina. Ni nujno torej, da imate te buzzwords v projektih. Se šteje zgolj delovanje rezultati v Sloveniji ali tudi drugod, na primer, če NVO dela mednarodne projekte, razvojno sodelovanje. Seveda se štejejo tudi mednarodni projekti, se štejejo tudi rezultati v tujini. Moramo pa poudariti, da kar se pa tiče strategije, pa ciljamo na
dejavnosti, ki se bodo izvajale v Sloveniji. Ne gre za tipično, recimo temu, razvojne aktivnosti. Tako da upravičene, ker veliko, sem tudi med udeleženci današnje delavnice, vsaj na seznamu prijavljenih, videla veliko razvojnih nevladnih organizacij. Absolutno vaši projekti štejejo, so upravičeni, medtem pa pri oblikovanju strategije pa razmislite seveda tudi o aktivnostih v Sloveniji. Kar ne pomeni, ker vi v prijavnico boste pisali strategijo celotne organizacije, ne samo tega področja človekove pravice ali pa demokracije, kar ne pomeni, da vi ne smete se iti razvojnega sodelovanja, ampak pač morate imeti pa tudi recimo temu tako imenovani slovenski del aktivnosti. Naslednje vprašanje, koliko merljivi pa morajo biti ti rezultati, glede na to, da morajo biti zelo konkretno in nadzorno prikazani. Ali zna tudi to biti izziv? Da in da in da. Ravno zato vemo, da je to trd oreh, smo se že naučili. Ravno zato 2. februarja organiziramo posebno delavnico strateško načrtovanje za ta razpis, ki jo bo vodil Matej Cepin, na katero, če se še niste prijavili, svetujem, da se prijavite, ker vas bo on še malo natreniral v tem, kaj je, se pravi, rezultat, da boste vedeli, kaj je rezultat in kako ga zapisati in kako ga meriti, da bo nazorno prikazan. Jaz bi tle še dodala, tudi potem v drugem delu, ko bomo šli pogledati prijavnico, smo bili toliko zelo prijazni, da smo v bistvu že napol izpolnili eno provizorično prijavnico in boste lahko tudi tam videli, kaj konkretno je. Mislim, da bo pol ratalo malo bolj jasno. No. Pa ta prijavnica, ta provizorično izpolnjena prijavnica v teh najbolj ključnih delih bo potem tudi objavljena na spletni strani, tako da jo lahko potem kadarkoli si tudi dol potegnete, pogledate, vam je lahko malo pomoč. Da nismo šli tam pač na vse razbijati za vsako področje posebej, pa za vse možne situacije, ampak imeli boste pa pač nek okvir. No. Tako da mogoče se k temu vprašanju vrnemo potem še po drugem delu, če bo še kaj treba dodatno raztolmačiti. Ja. In Jasmina, hvala za to vprašanje, da ti povem, da si se narobe zazihrala. Rezultat, okrepljena zagovorniška vloga NVO ni dovolj konkreten rezultat, ker to je rezultat na ravni programa. Na ravni vaše strategije pa bi rekla, da mora biti bolj konkretiziran za vašo organizacijo. Zdaj, ker vidim, da si zdaj DND-ja, se pravi, glede na to, kaj zdaj delate, se pravi, vi bi radi okrepili svojo vlogo, bili bolj prisotni na zagovorništvu, ali karkoli, ampak kaj to pomeni za DND? A bi rad bil, ne vem, bolj prepoznaven, bolj aktiven? Zdaj, težko sicer glede na to, kar boste imeli, tako na hitro nekaj rečem, ampak okrepljena zagovorniška vloga zagotovo ni dovolj konkretno. Veronika, če se pa ti spomniš kakšnega primera, kar je boljše poznaš, pa prosim. Je tle lahko pač recimo že sam to, da pač ne vem, ugotovite, da zdaj ste sposobni speljati 3 zagovorniške kampanje na leto, pa hočete v bistvu v 3 letih pač to, da preraste, ali pa da v bistvu namesto, da imate samo medijske kampanje, greste zraven tudi čez neko, medijske kampanje, pač Jasmina veš, kaj mislim, se imate zagovorniške medijske kampanje, ampak basically so medijske, ne, sporočate, nimate pa zadaj pač teh recimo pravne podpore ali pa pač čisto lobistične podpore, oziroma nimate tega puša do poslancev recimo ali pa do odločevalcev. Lahko pa pač vedno ostanete recimo na 3 medijskih kampanjah, ki pa jih podpirate še s tem zaledjem, s pravnimi argumentacijami, s predlogi za spremembe zakonodaje, te stvari. Pač tle bi lahko šli recimo v eno ali pa v drugo smer in nekaj takega bi bilo. Ja, in zdaj se ampak mora pa biti konkretno, no? Ja, primera za CNVOS. Naša, recimo na zagovorništvu, naša trenutna uspešnost na naših zagovorniških pobudah, se pravi, mi, ko damo amandma, ko nekaj predlagamo, je 60%. Se pravi, 60% vsega, kar mi predlagamo, je sprejeto pač na eni točki zakonodajnega procesa in rezultat za nas, recimo, bi lahko bil, da čez 3 leta bo naša uspešnost teh pobud na
80%, recimo. Ne, pri čemer bodite pozorni, da je treba tudi zunanje okolje upoštevati, kaj ne da. Okay. A še kakšno vprašanje v zvezi z temi rezultati, cilji? Projekti, ki smo jih izvajali z področja človekovih pravic v zadnjih 3 letih, so bili velikokrat v sodelovanju z drugimi organizacijami. Kaj bi to pomenilo glede prijave na razpis? Nič. Ni razlike, ali ste prijavitelj ali partner, morate sicer v ta obrazec napisati, ampak tam boste pač tudi upisali, da ste bili partner in kolikšna so bile vaše finance in morali boste pač tudi upisati celoten znesek projekta, tako da samo po sebi to ni težave, bi pa pač priporočala, da ne zberete projekta, v katerih ste dobili 2 jurja, vreden je bil pa 500 000, zato ker to pač nekako kaže na to, da je bil bolj mini. Ampak samo po sebi pa to ni težava. Še kaj? Očitno ne. Dobro, lahko torej postavite še kasneje. Menjava tolmačk in gremo dalje. Ok, finance. Zelo na kratko, ker ni kaj veliko zapovedati o financah. V resnici prvič, odkar to delamo. Skratka, na razpisu je 450 000 evrov na voljo. Glede na to, da vsaka organizacija dobi fiksni znesek 90 000 evrov, se pravi, to ni do 90 000, ni 88 813,40, ampak je 90 000 evrov za 3 leta. In pač vsi tudi taki, ki matematika ne gre najbolje, tako kot jaz, meni recimo, pač to pomeni 5 organizacij, bomo izbrali. Še enkrat, znesek je pavšal. Kaj to pomeni? To pomeni, da vi ta denar dobite, lahko ga uporabite, kakorkoli želite, kakorkoli vam se zdi najbolj koristno. Zaradi nas lahko, ne vem, nekoga zaposlite, lahko sofinancirate v delu, ki ga ne dobite, neke druge projekte, ki ga ne dobite od MJU-ja, recimo, lahko razmislite, nekaj čisto novega bomo naredili, investirali bomo v neka nova orodja, ne vem, skratka, kako, ker seveda je poraba in tega ne rabite vi zdaj povedati, ker vi boste pač glede na strategijo naredili organizacijski proračun in vi ne morate vedeti v resnici, katere projekte boste imeli leta 2023, veste mogoče za letos in za letos bi mogoče lahko konkretno povedali, tja, ampak za 2023 pa tega skoraj da zagotovo ne morate povedati in to vas ne sprašujemo in nas v resnici ne zanima. Konkretno na tak način. Boste pa seveda morali upisati, kako bo ta denar prispeval k doseganju vaših strateških ciljev, ampak to je to, o čemer sem govorila že prej. Torej, med projektom ne bo finančnih poročil. Oziroma kadarkoli, nikoli ne bo finančnih poročil, samo vsebinska poročila. Boste pa morali vsako leto pač priložiti to standardno finančno poročilo za IPES, pa tudi vsebinsko poročilo, ki ga boste poslali. Bo pa na koncu projekta narejena revizija za zadnjo leto izvajanja, vendar to ni standardna ta revizija finančna, ampak mi sicer imenujemo to revizijsko poročilo, ampak je to nekje vmes med revizijo pa med evalvacijo. Zelo natančno vam v resnici, kako bo to izgledalo, še ne moramo povedati, ker so to stvari, ki pač itak so še le čez 3 leta in je zelo odvisno pač tudi od izkušenj, moramo se dogovoriti še z donatorji, ampak absolutno se bo pač gledalo to vaš ta sound financial system, kako se že temu reče v slovenščini. Finančni management, to pač na kakšen način vodite stvari, finančne stvari v vaši organizaciji, ampak spet tukaj je pač v bistvu podlaga za vse slovenska zakonodaja pa računovodski standardi. Tako da jaz mislim, da to vsi že imate,
Razen, če hoče kdo si pa zdaj na mestu v tem obdobju s temi 90.000 evri mogoče kupiti kakšen vikend na morju, to ni dobra ideja, ampak vse ostalo pa načeloma gre skozi. Pač res je pač samo zakonodaja tista, ki vas postavlja v ta okvir, kaj in kako. No? In ja. To. Ok, se pravi, to poročilo revizorja bo plačal upravljalec sklada. Če pa slučajno ste vi organizacija, ki iz kakršnega koli razloga sicer dela te, recimo temu, običajne revizije, se bo pa ta revizija upoštevala in ne bo tega posebnega poročila. Kar se tiče nakazil, Jaz bi sam še tam nazaj mogoče opozorila na to, da zaradi tega, ker nimamo v bistvu pač proračuna posebej ločenega za teh 450.000 evrov in ker nimate finančnega načrta, ki bi bil vezan na porabo 450.000 evrov, ne 450, ampak 90.000 evrov v teh 3 letih, se ne bo delala pač v bistvu klasična projektna revizija, ampak se dela v bistvu revizija celotne organizacije. Skratka, pač ne bomo gledali, ne boste nam reviziji, ki bo prišla, ne boste predlagali pač računov, ki so vezani na projekt, oziroma ne boste dokazovali, kako ste porabili teh 90.000 evrov, ampak se bo pač v bistvu pogledalo poslovanje celotne organizacije. Vam pa lahko potem pač ta revizijski poročil najbrž pride še prav pri kakšni prijavi na kakšen razpis, včasih je treba tudi to zraven. Tako da upamo, da bomo več muh ubili s tem naenkrat. Evo. Tako cel čas, zelo sem mislila to povedati, pa mi je ušlo, tako da hvala. Do zdaj ste verjetno opazili, da mi cel čas govorimo o organizaciji. Skratka, ne govorimo o projektu, o posameznih aktivnosti, tudi če je to področje človekovih pravic ali pa demokracije, ampak cel čas govorimo o celi organizaciji, tako kar se tiče vsebine, razvoja, kot kar se tiče financ. Zato vi tudi v bistvu prilagate organizacijski proračun, kjer morate razmišljati za 3 leta naprej, koliko denarja rabite, kaj boste, koliko bo to več, če načrtujete 2 zaposlena in podobno. In se cel čas v bistvu spremlja in dela z organizacijo. Potem, se pravi, kar se tiče izvajanja 4 nakazila, 3-krat po 30%, se pravi 3-krat po 27.000 evrov, takoj po podpisu pogodbe, po odobritvi prvega in po odobritvi drugega poročila, ki sta enkrat na leto, potem se pa 10% po odobritvi končnega poročila. Skratka, kot smo že večkrat povedali, ker je to pavšal, izplačila niso vezana na dejanske stroške. Zdaj, meni se zdi, da tega ne rabim posebej povedati, ampak nekoč smo na eni delavnici imeli CMEPIUS, ki je veliko delal z osnovnimi šolami in tam je njihova financerka rekla, da so zelo veliko morali osnovnim šolam razlagati, da tudi če je to pavšal, se pač pri vas pri izplačilih nič ne spremeni. Seveda ne, vi še vedno rabite pač spoštovati računovodstvo, podlaga za izplačila, vse. Gre samo za to, da pač poročate konkretno o porabi teh 90.000 evrih. Poročanje enkrat na leto sem povedala. Znesek je vezan na doseganje rezultatov. Se pravi, vi boste v prijavi povedali, kaj želite doseči do leta 2024. Vsi projekti se bodo zaključili konec aprila 2024, rečem projekt, zato ker je to pač nimam druge besede, ker mi je čudno reči izvajanje pogodbe, ampak pogodba se bo zaključila konec aprila 2024, ker je to pač zadnji datum, ko so stroški in dejavnosti upravičeni znotraj celotnega ACF-ja. Skratka, znesek je vezan na rezultat, to pomeni, da boste vi v vaši prijavnici upisali konkretne rezultate. Če boste izbrani za podporo, bomo skupaj šli še enkrat čez, res rekli, to in to morate narediti, to morate doseči do aprila 2024. Če pa tega ne boste dosegli, se bo pa pač znesek podpore znižal, če pa se ne bo sploh nobenega premika, pa se lahko tudi odstopimo od pogodbe. Zdaj,
Če ste slučajno, zelo močno bi vam priporočala, da preden se prijavite, preberete vzorec pogodbe o financiranju, zato ker je precej drugačna, kot so pogodbe, ki ste jih vajeni, zato ker ni projektna. In ravno zato, ker je pavšal, ker je vezana na rezultat, je drugačna. Gre pa sicer za popolnoma običajne določbe takrat, ko gre za tovrstne projekte oziroma pogodbe. Kot upravljalec sklada imamo v resnici po tej pogodbi relativno široko možnost odstopa od pogodbe in vračila sredstev. Če recimo ugotovimo, da ste navajali neresnične podatke, in mimogrede, to se nam je že zgodilo, da je nekdo priložil prirejeno letno poročilo, ne priporočam, zato ker smo pač tudi mi kot upravljalec zavezani vložiti kazensko ovadbo za kakršnokoli takšno prirejanje podatkov. Pričemer moram povedati, ker smo vmes že dobili vprašanje, ali se, ko gre za večjo organizacijo, lahko pri tem finančnem razponu šteje samo del organizacije. Ne, gledamo celotno organizacijo, finančna poročila, prihodke, kot so bili pač poslani na IPES, tako da ne morete kandidirati z delom organizacije. Nazaj na odstop od pogodbe. Recimo, če ste tekom izvajanja pogodbe obsojeni po zakonu o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, če dobite globo po zakonu o računovodstvu, ker to pač pomeni, da nekaj mešetarite z denarjem, pač po domače povedano, in v tem primeru pač odstopimo od pogodbe oziroma imamo to možnost, predvsem pa to, kar se tiče rezultata. Pri doseganju rezultatov oziroma pri vašem napredku seveda gre tukaj za to, tudi pač za objektivne možnosti. Včasih se zgodi, tako kot zdaj, kot je bila pandemija, mogoče je politična situacija takšna, so trenutki, ko določenih rezultatov ni mogoče doseči zaradi objektivne zunanje situacije. V teh primerih bomo mi seveda skupaj spremenili jih prilagodili situaciji. Če se pa zgodi, da v resnici je objektivno vse v redu, ampak vi ne izvajate strategije, nič ne delate na tem, da bi se kam premaknili, ne sodelujete z mentorji in podobno, takrat pa potem lahko ali zmanjšamo znesek ali pa pač odstopimo od pogodbe. Za to končno revizijsko poročilo, o tem smo že govorili, hkrati pa na podlagi pogodbe imata upravljalec sklada in Urad za finančne mehanizme pogled v dokumentacijo organizacije in pa pravico, da naročimo tudi med izvajanjem in 3 leta po izvajanju revizijo organizacije. Zdaj mogoče to zveni malo grozno, ali pa mogoče malo too much, ampak to je, zakaj so take določbe? To so v resnici določbe, ki jih zahtevajo donatorji. Ker tako kot za nas, je tudi za njih prvič, da se grejo institucionalno podporo. In pač tudi oni morajo biti odgovorni svojim davkoplačevalcem in glede na to, da je tukaj 15 držav, če bi vsi imeli institucionalno podporo in če se štejemo, govorimo v bistvu o milijonih in milijonih in milijonih denarja, ki bi šli skozi institucionalno podporo in če bi ta denar nekam izpuhtel, mislim, da predvsem Norvežani, ki veliko denarja v to vložijo, ne bi bili najbolj srečni. Ravno zato je v pogodbi veliko nekih varovalk, da se lahko zaščitimo pri morebitnih zlorabah financ. Pričemer pa naj vendarle absolutno poudarim, da imamo mi popolno zaupanje v večino slovenskih nevladnih organizacij in smo skoraj da praktično ziher, da tega ne bomo rabili uporabiti, ampak pač ne kot pravniki za vsak slučaj. Tako.
To je to, kar se tiče tega dela. Mislim, da imamo že nekaj vprašanj, samo da sem se zdaj že malo zgubila, kam moramo iti nazaj. Aha, pri Maji smo ostali. Kaj to pomeni, da plača upravljalec sklada ali bo to del porabe sredstev iz razpisa? Se pravi, revizija ne. To revizijsko poročilo bo plačano posebej. Vi imate svojih 90 tisoč in porabite svojih 90 tisoč, mi bomo dali dodaten denar za te revizije. Tukaj moram povedati, da se niso vsi upravljalci sklada odločili za to. Mi pa smo se za to odločili, ker če nas na svetu kaj razjezi, je to, ko ti financer da denar in potem ima 3 milijone enih zahtev, evalvacija pa revizija, tako da v resnici ti dobiš 15% manj denarja kot to, za kar si dejansko zaprosil, tako da to gre iz našega denarja. Ali se revizija dela samo za zadnje leto ali za vsa 3 leta financiranja? Ta revizija, se pravi to revizijsko poročilo se bo delalo samo za zadnje leto, to je obveza. Velja pa pač ta pravica upravljalca sklada ali FMO-ja. Če se nam zdi, da kaj ni v redu, pač lahko revizijo naročimo tudi tekom izvajanja in 3 leta po izvedbi. Sam tlele bi dodala, ta 3 leta po izvajanju se nanaša na izvajanje celotnega programa. Skratka, pač naša obveznost je, oziroma pač financerji imajo pravico do vpogleda v kjerokoli dokumentacijo, tako na vaši strani, kot na naši strani, 3 leta po zaključku programa ACF v Sloveniji. Kar pomeni 3 leta od potrditve našega končnega poročila financerju. Zato sem tam tudi v chat pač napisala in to je tudi pač datum, ki ga imate potem v pogodbi o financiranju, da smo on the safe side, ker ne vemo, kdaj nam bodo potrdili naše končno poročilo, morate pač hraniti to dokumentacijo do konca 2029. Vemo, ful je dolgo, ampak hej, sorry. Mislim, ni tle spet pač tisto, kjer smo mi vezani z našo pogodbo, no? Tako da zaradi tega. Ok, a je še kakšno vprašanje v zvezi z financami, izvajanjem, pogodbo? Lahko tudi samo roko dvignete, če se vam ne da pisati. Ne? A je še kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim razpisom? Zavezano zbiranju 3 ponudb. Aha. Ne, tega več ni. Če se spomnite tisti, ki ste se zato ker je tukaj zdaj pač znesek, ki ga vi dobite za celotno organizacijo, in če bi mi imeli takšno zahtevo, bi to veljalo, da morate vi karkoli nabavljate v organizaciji, pač imeti 3 ponudbe za zneske, ki so višji od 5000 evrov, kot so pravila ACF programa. Vendar pa ostaja pa seveda zaveza upoštevati slovenski zakon o javnih naročilih. Se pravi, če nabavljate nekaj takšnega, kar je več kot 20 000, uporabljate ta zakon. Hkrati pa velja priporočilo, da pa vendarle ravnate odgovorno, da imate urejene postopke, kar pomeni, da si vi sami kot organizacija določite, ali bi morda za zneske, ki so nižji od 20 000 evrov, pa višji od nekega zneska, imeli 3 ponudbe oziroma kakšne postopke boste to imeli, ampak to ni zahteva, to je pač vaša odločitev. Dejstvo pa je, da s tistimi, s katerimi bomo delali, glede na to, da delamo na transparentnosti, je ena izmed teh stvari, da pač neka notranja politika, kdaj se gre v 3 ponudbah mora biti, ampak znesek je pa vaš. Mislim, mejo si postavite sami. Še kaj? Ok, dobro, s tem smo prišli do konca predstavitve razpisa.